Lepo pozdravljeni v imenu našega Boga, dragi bratje, sestre, cerkev, vsi prisotni, ki smo zbrani preko spleta, da slavimo Gospoda, da se učimo iz Božje besede oziroma duhovno ponovno nahranimo. Odprimo srca, odprimo naše duhovne oči in poglejmo, ali se spomnimo mogoče, kaj je Jezus Kristus storil za nas. Umrl je za naše grehe. V njem ima vsak, ki pride in ga prosi za odpuščanje, večno življenje, eno novo življenje. Nismo gola slučajnost tukaj, ampak je Bog ta, ki je prišel, da nam razodeni Božji načrt, Božje usmiljenje, Božjo dobroto. Tudi v tem času, ko se še vedno nekako borimo, da premagamo ta korona čas, Bog je zvest. On ima vse pod svojo kontrolo. On je večni vladar. On ima širšo sliko človeškega življenja. In zato dovolimo, da nam tudi danes Bog spregovori. Ali najprej ponovno, kot sem rekel, pojmo, slavimo, častimo našega Boga. On je vreden, da sprejme vso slavo, čast in hvalo. Amen. Yeah.
Hvala ti, Jezus, da po tvoji krvi lahko stopamo v najsvetejše. Hvala, da si ti vse pripravil, da se mi lahko danes srečamo s tabo. S tabo živim Bogom, našim Gospodom, Gospodarjem. Hvala, ker si ti ne samo Gospod, ker si ti naša že ljubezen, naš prijatelj, naš odrešenik in naš rešitelj. In hvala ti, da smo lahko okusili to prisotnost že tukaj, Gospod. Hvala, da nas vabiš prav zdaj, da stopimo v najsvetejše po krvi jagnjeta, Gospoda našega. Naj doživimo, Gospod, tvoje prisotnosti prav zdaj, dotik tvoje ljubezni, tvoje milosti, dotik ozdravljenja. Gospod, Sveti Duh, deluj. Stopam
Naslov današnje pridige je Mlačno krščanstvo. Tema, ki ni preveč privlačna in popularna. Jezus je povedal priliko, ki govori o vztrajni vdovi, ki je svojo vztrajnostjo, gorečnostjo, nepopustljivostjo dosegla rešitev svojega problema. Preberimo odlomek. Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Rekel je, v nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila, pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Dolgo ni hotel, potem pa je rekel sam pri sebi, čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo svojim prihajanjem izmučila do konca. In Gospod je rekel, poslušajte, kaj pravi pravični sodnik. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan pijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda, ali bo Sin človeku, ko pride, našel vero na zemlji? Lahko bi ta odlomek naslovili Vztrajnost v molitvi prejme odgovor. Vidimo, da je brezbožni sodnik, ki se ni bal Boga in ne menil za ljudi, na koncu popustil in se zavzel za vdovo in njeno pravico. Potem Jezus obrne celo zgodbo na Boga in pove, koliko bolj bo pravični Bog pomagal svojim izvoljenim do pravice, ki noč in dan vpijejo k njemu. Jezus priliki pove, vera Boga mora biti vztrajna, ki se kaže v zaupanju, zvestobi do njega, saj je on zmožen in rad pomaga. Njegova volja je še posebej, da se širi Božja pravičnost, ki spreminja človeška življenja in prinaša blagoslov. Toda potem Jezus zaključi priliko s vprašanjem, ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji. A smo tako vztrajni in iščemo pomoč od Boga, kot ta vdova? Ali pa nas Bog kaj dosti ne gane in smo popolnoma pasivni, mlačni, kar se tiče njega? Nažalost je krščanstvo skozi zgodovino človeštva, skozi mnoga mlačna obdobja šlo in to ni bilo nikoli dobro za človeštvo. Kjer ni vztrajnosti, hitro zavlada pasivnost, mlačnost. Namesto ljubezni do Boga in njegove pravičnosti zavlada sebičnost, nevera, nezaupanje Boga, ponos, napuh. Bolj se približuje Jezusov prihod, bolj se množi nažalost človeška sebičnost. Jezus sam je povedal, da bo zlo, nevera ljudi napredovala, da se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Ker se bo nepostavnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Da bodo ljudje izgubili vero Boga in se dali zapeljati zavajočim duhovom, ki zapeljujejo ljudi vstran od Božje resnice in njegove pomoči. Apostol Pavel piše,
Duh izrecno pravi, da bodo v poznejših časih nekateri odpadli od vere in se vdali zavajočim duhovom in naukom demonov. Lahko rečemo, da se to dogaja ves čas skozi zgodovino človeštva in krščanstva. Tudi na koncu se bo vse samo še stopnjevalo. Kjer ni ljubezni, prej ko slej nastopi mlačnost. Ko gorečnost za Boga ugasne, raste pa vse bolj gorečnost tedaj za druge stvari. Vsak človek, vsaka generacija je izzvana z različnimi izzivi. To se tiče tudi človekove vere in zaupanje v Boga. Tudi v tem času korona krize smo mogoče doživeli razočaranja. Mogoče so se porušili nekateri načrti, molitve, ki jih Bog ni odgovoril. Mogoče smo izgubili svojega najbližnjega. Če težke okoliščine začnejo nad nami prevzemati kontrolo, potem malo po malo prihaja v naše srce razočaranje, žalost, dvom, obup in na koncu ravnodušnost in mlačnost. Če smo kristjani, mogoče še vedno hodimo v cerkev, beremo Sveto pismo, molimo. Toda to je bolj obveznost, breme kot globoka želja ali hrepenenje. Kaj šele vztrajnost molitvi, dokler ne pride odgovor, zmaga od Boga, kot vidimo v primeru vdove. Kako lahko pridemo iz mlačnega stanja in postanemo vztrajni ljudje kot vdova? Uprimo oči v Jezusa. Pismo Hebrejcem beremo. Uprimo oči v Jezusa, voditelja in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sedel na desnico Božjega prestola. Jezus je naš voditelj in dopolnitelj vere. Bil je pripravljen pretrpeti križ, sramoto, saj je vedel, da v vsaki bitki, če zaupamo in prosimo Boga za pomoč, pride na koncu zmaga in veselje. Kdo je naš Jezus? Prebrali smo, da je sedel na desnico Božjega prestola. Kdo sedi na prestolu? Tisti, ki vlada. Jezus vlada skupaj s svojim očetom. Bog ni mlačen, pasiven, da bi samo sedel na prestolu z dolgo sivo brado in bi bilo malo mar za ljudi. On je svoji ljubezni in gorečnosti poslal svojega sina na svet, da bi se lahko človeštvo odrešilo. Jezus je alfa in omega. Jaz sem alfa in omega, govori Gospod Bog, on, ki je bil in ki pride, vladar vsega. Alfa in omega, prva in zadnja črka grške abecede. Bog je prvi in zadnji. Prebrali smo, ki je bil, ki pride, vladar vsega. Bog ima večno oblast in je vladar vsega. Bog ni potreboval nobene zmage. Jezusovo trpljenje in vstajenje nad smrtjo je bila zmaga zaradi nas, zaradi naše odrešitve. Hudič ima lahko oblast samo nad tistimi, ki verujejo njegovi laži.
Hudič ima samo določeno oblast na zemlji in nič več. Bog ima vso oblast in je vladar vsega, ki jo bo nekega dne vsej veličini in slavi in moči razodel. Tega ne vidimo, če smo mlačni, če nam je malo mar za Boga. Potrebno je, da ponovno postanemo goreči, vztrajni kot vdova. Vsi pridemo v obdobje mlačnosti, toda blagor tistim, ki to prepoznajo in želijo postati ponovno goreči. Pavel je večkrat spodbujal Timoteja: spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je bil obojen od mrtvih, Davidovega potomca, kakor sem oznanjal v svojem evangeliju. Pavel spodbuja Timoteja, naj se spomni, naj je usmerjen, naj svoje oči upira Jezusa Kristusa, ki je storil vse za nas. Naša moč, pomoč je v njem. A dalje Pavel pravi: zato pa moj otrok, bodi močan v milosti, ki je v Kristusu Jezusu. Kar si slišal od mene pred mnogimi pričami, izroči zanesljivim ljudem, takim, ki bodo zmožni tudi druge poučiti. Trpi z menoj kot dober vojak Jezusa Kristusa. Nihče, ki služi vojsko, se ne zapleta vsak danje opravke, da bi le bil po volji tistemu, ki ga je vzel za vojaka. Tekmovalec ne dobi venca, če ne tekmuje po pravilih. Kmet, ki se trudi, ima prvi pravico pobirati sadove. Pomisli, kaj pravim, sicer pa ti bo Gospod dal pamet vsem. Če smo mlačni, ne moremo doseči zmage v našem življenju. Pavel tukaj daje za primer vojaka, športnika, kmetovalca. Vsak mora vložiti svoj trud, se marsičemu odreči, tudi na koncu doseže zmago, dobi plačilo. Ali bomo živeli mlačno krščanstvo, ali pa bomo goreči in vztrajni kot vdova. Če želimo biti kot vdova, uprimo naše oči v Jezusa Kristusa, začetnika in dopolnitelja vere. Amen. Združimo se skupaj v molitvi in prosimo Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj v naša srca, če smo mogoče postali mlačni, ponovno žge eno hrepenenje, gorečnost, vero, zaupanje, vztrajnost v našega Boga. Dovolimo Svetemu Duhu, da se dotakne naših src. Bodimo odprti, pripravljeni zaupati, da nas On moče ponovno dvigne in vsej veri služimo našemu Gospodu. Jezus, mi se v Tvojem imenu zdaj združujemo v molitvi, da nas vodiš naprej, da nam pomagaš. Jezus, da ne živimo enega mlačnega, pasivnega krščanstva, ampak živimo v eni ljubezni, zvestobi, vztrajnosti, gorečnosti do Tebe. Jezus, da se v našem življenju razodeva Tvoja pravičnost, Tvoje kraljestvo in da še mnogi lahko doživijo Tvojo ljubezen, odpuščanje in novo življenje. Jezus, blagoslovi
vsakega, ki posluša to besedo in naj rastemo v veri in zaupanju in gorečnosti v tebe. Jezus, to te prosim, v tvojem imenu. Amen. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in bodimo goreči. Če smo obupani, razočarani, poglej na Jezusa. Naj te on dvigne in daje novo moč. Amen.